Pop je hud. Ejo, spet smo nazaj v bazi, ker se moramo pripraviti na Tuning World Bodensee in odhod je že čez 2 dni. 36, ka bo tlele malo počakala ta čas. S15, by the way, še nima code name, bo tudi še malo počakal. In Tomcat je v sosednem prostoru, kjer se bojo odvijale nadaljne priprave. Baza, it's a freaking mess. Ampak ja, to je tako, kad delaš non-stop, cele dneve loviš zadnje sekunde, enostavno ne utegneš čisto vsega nazaj dajati na svoje mesto. Dobro, vsaj smeti grejo na en kup. In ko bomo nazaj, prva stvar, urediti celoten prostor, da bo spet v takem stanju, ki mora biti. Pol pa še Uvi tle pusti rezervne dele. Kaj vse nas čaka na Tomcatu pred Bodenseejem. Tipsa moramo narediti vse. Avto moramo sestaviti komplet. Ne, resno, kar je za narediti, je v bistvu samo urediti določene stvari, ki jih nismo uspeli pred shakedownom v Zagrebu. Se pravi, screamer pipu smo dodali eno tako gibljivo cev, da zadeva malo manj diha tamle ven čez prak in ga žge na vse možne konce. Tako da zdaj bomo tudi ta screamer pipe uvili v Heat Protective Wrap. Auspuh spodaj, tisti del, ki pride pri zicu, ker je zdaj v bistvu zic bolj bližje auspuha. Moramo poviti v Heat Wrap in pa tudi dati heat shield foil na poden od avta, s tem, da ga moramo prej še zaščititi, pobarvati, ker tega še nismo uredili v bistvu potem, ko smo rezali tla ven. Ja, screamer pipe je že off. That was fast. Tekočine pogledati, ja, bolt check narediti, ko sem še spustil. Par malenkosti, nov LED track, malo polepšati take zadeve. LED track je odsekal nekako. LED trackuje, ja, tokle še delal zdaj, se mi zdi do zadnje. Ja, pa še po strehi je polov takle del, kakor ga je delal, tako da ja. LED track, bolt check narediti na podvozju, gume pripraviti, se pravi na vseh feltnah imamo zdaj čist skurjene gume, tako da upam, da gume sploh pridejo. Imamo backup plan. Če ne bomo pa urezali tole, kar je nov profil, pa je to. Ja, balda. Znajdi se. Koliko časih. Samo ne na skurjenemu profilu gum, ja. In to je to. Iti čez checklisto, kaj moramo spakirati za sabo. Ja, jutri vse naložiti. Upam, da nismo kaj pozabili. Ja, benz rabimo, aku rabimo nafilati, ker je aku zgleda čist se spraznil. Ne vem, vidimo sprot, gremo veselo na delo.
gume so že premontirane na feltne, vsaj tisto, kar je bilo še stare zaloge. Imamo pa drug problem in sicer gume, nova zaloga še niso prišle. Čas se nam izteka in v bistvu je jutri zadnji dan, da dobimo gume, ker že pičimo na Bodensee in ja, trenutno nekega backup plana ni, če ne drugega, gor poiščemo kakšnega gumarja, oziroma upamo, da na Tuning World Bodenseeju je kakšen razstavljavec, ki ima tudi opcijo mogoče gume direkt prodati. Ni to optimalno iz finančnega vidika, tudi približane, ampak lej, pač je, kar je. Bolt check treba še narediti na avtu. Ti tudi že dodatno poizoliral auspuh in še tisto, kar je ostalo od predelave podna za sedež. Ja, in pol smo bolj kaj nepripravljeni, kar se avta tiče. Jaz grem zdaj robo pripravljati, ker že kmalu pride pero s kombijem, da bomo to naložili vse skupaj noter. Počasi tudi avto dal na parkolco, dam spočitce in pičimo. Ja, tale vlog je danes bolj enostavne narave, ni mi to sicer čist najbolj všeč, ker kolikor ste navajeni, ja, se malo bolj pri teh stvareh potrudimo, malo več naredimo, ampak čas ni na naši strani, tokrat vseeno hočemo vam pokazati en tak experience priprav in pakiranja za odhod na dirko. Jaz tlele pripravljam, kaj rabimo stvari za paddock setup in vse, kar pa še zraven. Tit končuje na Tomcatu in gremo pogledati, kakšna je situacija dol. Ok, ne moram tle zdaj ful nekaj motiti, ker imamo še eno težavo. Se pravi, drug problem, poleg gum, in jaz upam, da je to pa res to, kar se tega tiče, oziroma bolj, da so zdaj težave, kakor spet na poti. No, Kondovud, akumulator je spustil dušo in moramo zdaj hitro sourcati nov akumulator, ga zamenjati, mislim se, ja, za silo bi šlo, s temle, no, ne bi šlo, ker če sem prav zastal potita, je akumulator dejansko začel spuščati. Mislim, ja, varianta bila s kakšnega drugega avta, zdaj sicer dimenzijsko niso ta pravi, bi mogli nekaj malo naumiti. Grem jaz akumulator hitro naročiti in upam, da ga lahko dobim ASAP, ker je treba bilo zdaj ven zic šraufati, treba dati noter, zic nazaj šraufati in tako naprej. Ni toliko zelo enostavno vse skupaj, kakor se mogoče sliši. Itak med tem, ko sem zdaj telefonaril pa iskal akumulator, me je zmotil mesen klic in guess what? Dobili smo gume! In akumulator bo tukaj čez 1 uro, tako da grem po paket takole. To je že druga runda. Da imamo tale voziček. Nam ki zvrnu. Evo ga, fresh batch, žestinotov. Tole, kar je tukaj, plus še tisto, kar je na feltnah oziroma tudi na avtu. In kar se tega tiče, smo ready. Lahko si vdahnem, da smo s tem preskrbljeni. Tlele tudi že naštimavamo robo, ki jo rabimo imeti s sabo za serviserja. Se pravi, od dvigalke, orodja, stojk, podaljškov, razdelilcev, gasilnih aparatov, ne vem, tekočin in tako naprej. Pakiramo. Kombi je tle. Upam, da letos ni ukraden. Letos ni tako direktno porentan. Jaz sem mislite. Ta ukraden kombi? Valjda. Opet? Iz Njemačke sad še vračamo v Njemačko. Zdaj ga vračamo v bistvu? Ja. Ok, če ga vračamo, pol ne bo. Prevelike škatle imaš. Pol ne bo problema. Ja. Končno boš enkrat spodobno potoval, oziroma tvoja roba. Moja roba bo spodobno potovala. Da. Če nam rad vse zbasati v avte, pa smo zmagali. Oziroma v kombi pa v pick-upa. Tako da ja, roba je res ogromen. Pero gre zraven kot support svojim kemperjem in smo rekli, da bomo optimistični in da bomo uspeli vse noter zbasati. Mislim, ne čisto vse v kombi, ampak nekaj gre tudi v nevaro. Nekaj prtlage še v
nekaj prtlage še v Tomcata. Mislim, ja, ni malo stvari takole za en tak res vikend. Sploh pa osebna prtlaga, vsaj z moje strani, glede na to, da imamo 4 dneve voženj, temperature so kar visoke napovedane, tudi treba imeti za preobleči tako sabo stvari, vse po dvojno, trojno, tako da ponavadi ne pakiram toliko velike, kam grem, ampak v tem primeru don't wanna be sweaty. Saj se prazni tudi tukaj zgori počas, ni več toliko stvari. Bobo. Še nevara, skoraj čist polna, jutr naložimo gume, še osebno prtlago in ja, tole lahko zaprem. Čez da zapremo prkolco, naložimo Tomcata. Ti če kaj? Sigurno smo kaj pozabili, tako da. Ampak imamo švas aparat s sabo pa fleksarco, tako da bomo naredili, kar smo pozabili. Pa duct tape pa vezice, tako da lahko naredimo, kar hočemo. Pa bi 3D printer s sabo vzel, na primer. Čas teče in čas je, da naložimo Tomcata na prkolco. Si ready? Kakor tok. Ok. Da vidimo, če bo aku sfuril. Spet telefoni. Factory motnja, nekaj tasga. Mali fokus pobegnil, I guess. Tukaj. Alright. Fire 'em up. Okay. Direktno še prijem začnemo. Ja, take over. Zdaj je bilo full smooth. Zdaj kaj, dam eno gurtno, ki se gremo blizu. Ja, ena gurtna bo čisto dosti. Lock and loaded. Almost. Pri gurtnem. Zdaj pa lahko rečem lock and loaded. Postanek na črpalki. Gremo tole kar natankat, ker je velika razlika v ceni goriva pri nas. Sploh stotke pri nas ali pa v Nemčiji. Nevaro še dotočiti. Zakaj bom to naredil zdaj? Zakaj ne jutri usput? Ker usput in tukaj v bližini BTC ni niti ene črpalke, ki bi imela stotko, tako da ja, moram imeti v bistvu na šmrtinko, ampak čist na drug konc. Tako da to pa preveri tlak v gumah prkolca, nevara, še Tomcata preverimo. Yes. Pripravljeni na odhod, Tuning World Bodensee, oba avta sta nafutrana, gume so napumpane in ja, pičimo, upam, da kaj spat in zjutraj odrinemo Tuning World Bodensee Drift Championship Round 1. Če še niste naročeni na kanal, dajte se naročiti. Evo, glih zmanjkal je
Tlele luči, nima veze. Naročite se na kanal, zdaj upam, da bo vsebine letele action packed. In ja, lajkite, šerite, komentirajte kaj. Dobro jutro. Evo. Še gume damo v kombi. In pičimo. Bodensee. To je to za ta video. In do naslednjič, kar upam, da bo zelo kmalu. See ya!